Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Ob tednu molitve za nove duhovne poklice smo v družini in studio povabili gospoda škofa Franca Šuštarja in njegovo svakinjo Jožico Šuštar. Gospod škof Franc Šuštar, vi ste pomožni ljubljanski škof. Gospa Jožica, vi ste pa mama dveh otrok v duhovnih poklicih. Vaš sin Janez Pavel je novomašnik, hčerka sestra Ana pa je redovnica. Vi ste, lahko rečemo, da ste Šuštarjevi zelo rodovitna, ena najbolj rodovitnih družin, kar se tiče duhovnih poklicev. V vaši družini je bilo že tudi veliko duhovnih poklicev že za nazaj, imate pa tudi kar nekaj novih, mladih, ki so se odločili za duhovni poklic. Tudi vaša nečaka Martin Golob in njegov brat Matija sta predstavnika mlajše generacije duhovnikov. Gospod škof, morda vi lahko predstavite vašo družino, koliko je bilo duhovnih poklicev že? Lepo pozdravljeni v današnji oddaji, v današnjem srečanju. Sem vesel, da lahko v tem tednu molitve za duhovne poklice predstavim tudi našo družino, ki je povezana z mnogimi duhovnimi poklici. Sem Bogu hvaležen za to, da je klical marsikoga, tako redovnice kot duhovnike, v tej naši rodbini. Če pogledam nazaj, se lahko spomnim 3 tet od moje mami, ki so bile šolske sestre in so veliko molile. Na vseh koncih, ko so pa se šolske sestre izdale knjigo, sem pa zvedel, da so bile še 2 tete od njih tudi redovnice. Tako da po tej mamini strani je kar nekaj duhovnih poklicev. Potem po očetovi strani pa bil tudi duhovnik Janez Krivec, bratranec od mojega očeta, duhovnik in sicer je že pokojni. Tako da je problematika duhovnih poklicev zelo prisotna v naši družini, tako po očetovi strani kot tudi po mamini. Ko sem bil še majhen, se je moj stric Peter Slevc, ki je komaj 6 let starejši od mene, tudi odločil za duhovni poklic in to je tudi naredil na mene velik vtis. Tako da je bila ta stvar zelo blizu. Ko je šel malo semenišče in potem v bogoslovje, je tudi mene spremljala ta misel, da je moja pot nekaj podobnega kot od njega. In tako se je razširilo to področje duhovnih poklicev. Sam sem se odločil za duhovnika že zelo zgodaj in sem bil vesel, da so potem tudi moji nečaki razmišljali o tem, tako kot je bilo že omenjeno Janez Pavel, ki je zdaj kaplan na Igu, sestra Ana, ki sta se pravzaprav istočasno ločila od doma in šla v vsak Janez Pavel semenišče, Ana v samostan. Še prej, nekaj let prej pa Martin Golob, nečak, in zdaj v 4. letniku bogoslovja je tudi njegov brat Matija. Imam pa še enega bratranca, Andreja, ki je pa po 7 letih duhovništvo zapustil. Tako da je v naši žlahti vsa problematika. Koliko imate vi še bratov pa sester? Imam še 2 brata, Marjana in Toneta. Marjan je mož od Joži. Potem pa še sestro Ani, ki je pa mama od Martina in od Matija. A je tudi v vaši družini, po mamini strani zdaj, se pravi po vaši strani, a je po moževi smo slišali, ne spada v vašo družino, če ste tudi imeli kakšne duhovne poklice? Ne, naša družina je pa bila zaznamovana zelo z Drugo svetovno vojno. Moja starša oba sta izgubila svoje starše že kot otroka oziroma najstnika. Med drugo svetovno vojno pa je oče izgubil še 3 brate, ki so neznano kje pokopani, so bili na napačni strani zgodovine. Mama pa enega brata, ki je vsaj napisan na tabli pred Žužembersko cerkvijo. Mama je doma iz Žužemberka. En brat pa je kot pobegnil po vojni v Južno Ameriko, v Argentino, sestra pa v Severno Ameriko. Tako da je moja primarna družina odraščala brez sorodnikov, brez starih staršev, brez tet, brez stricev. In bi rekla, edina opora, edina stalna trdna točka v naši družini je bilo Bog, odnos do Boga.
tako da se nismo nikoli mogli zanašati ne na sorodnike, ne odnosov do sorodnikov imeti. Tako da smo pa gojili recimo vsakodnevno molitev, zjutraj angelovo češčenje z mnogimi oče naši, med drugim za duhovne poklice, za sovražnike Svete Cerkve. Opoldne spet angelovo češčenje z vsemi oče naši, zvečer molitev rožnega venca, spet angelovo češčenje z vsemi oče naši. In sem potem dobila moža s podobne družine, z enakimi vrednotami, tako da ni bilo težko potem naprej vzgajati in graditi na krščanskih temeljih tudi te moje sedanje družine. Vi pa niste kdaj razmišljali, da bi šli v samostan? Ja, seveda sem razmišljala, ste, tudi res? jaz sem razmišljala in sem celo 4 leta preživela kot kandidatinja pri šolskih sestrah. Ampak potem je človek obrača, Bog obrne, se je moja pot obrnila in sem se poročila z Marjanom, ki sem ga, sicer smo oddaljeni samo 2 kilometra narazen, pa se nismo poznali, ker smo bili iz drugih župnij doma. In sva se spoznala na romanju v Tezi, kamor sem šla jaz z namenom, da bom razmislila o svoji nadaljnji življenjski poti, pa mi je Bog poslal na pot Marjana. Sva se 3 leta kasneje poročila. Ja, je pa tudi biti poročen, svojevrsten Tako je. duhovni poklic. Si mislim, da je tako. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil. Ne moramo si izbirati življenjskega poslanstva. In jaz, ko sem rodila vsakega od otrok, sem prosila Božjo mater Marijo, ki je vzgajala Jezusa, naj tudi meni pomaga pri vzgoji otrok, da jih bom vzgojila tako, da bodo v življenju izpolnili poslanstvo, ki jim ga je namenil Gospod. Tako so zdaj moje 4 hčere poročene, imam že 13 vnukov, pričakujem še 2 in mislim, da je tudi to duhovni poklic biti krščanska mati, oče in vzgajati otroke. Kje pa bodo rasli duhovni poklici, če ne v družini, na zemlji, na katero sejemo starši z vzgojo svojih otrok. Kako ste pa vi bili vzgajani? Najbrž tudi zelo v vernem vzdušju. Je bila še kakšna taka stvar, recimo, ki vas je zaznamovala vaše otroštvo? Mislim, da nič kaj posebnega. Doma sem na kmetiji. Mogoče je bilo posebno to, da sta bila oba, oče in mati, oba doma, nista hodila v službe. Smo živeli precej skromno na taki družinski kmetiji, hkrati pa smo bili zelo avtonomni. Tisto, kar se mi je zdelo pomembno, da je bilo življenje, delo na kmetiji in vse, kar se je dogajalo, tesno prepleteno z molitvijo in z doživljanjem vere in cerkve. Ko sem razmišljal o teh stvareh, se nismo kaj posebnega pogovarjali o veri in duhovnih poklicih, ampak to je bilo samo po sebi umevno. Videl sem, da smo otroci zelo zaupali staršem. Tudi če so v šoli govorili to in ono, smo rekli, kar govorite po svoje, mi že vemo. In smo veliko bolj zaupali očetu in mami, tudi župniji, župniku. To, kar je povedal, kar se recimo v zgodovini, o zadevah, ki so bile mogoče tako občutljive, ampak mi smo zaupali domačim in staršem, tako da smo bili po eni strani dovolj samostojni. Tako razno tudi zaradi praznovanj, dela na kmetiji. Uredili smo si po svoje, tako kot je nam ustrezalo. Vsi smo sodelovali v župniji kot ministrantje, kot pevci, mami molila naprej, oče je bil ključar, nosil nebo pri procesijah. Vsak je imel neko vlogo. In doživljali smo povezano župnijo res kot nekaj bistvenega in samo po sebi umevnega. Spomnim se pa tudi, da smo zelo pogosto hodili k sveti maši. Jasno, kot je že rekla Joži, v njihovi domači družini so molili opoldne, zjutraj in zvečer. Ravno tako pri nas, z angelovim češčenjem in z mnogimi oče naši, zvečer vedno rožni venec. To je bilo samo po sebi umevno, tako kot večerja. Noben se ni spraševal, zakaj pa ne bi. Ne? Vsi smo to sprejeli. Pogosto smo hodili pa tudi k sveti maši. Spomnim se, ko je mami ob večerjih rekla, kdo šel pa jutra k maši, smo se 2 ali 3 oglasili, da naj nas zjutraj zbudi pred šolo. Ja. In smo šli. Tako da je bil vsak dan nekdo pri maši. Za blagoslov domače hiše, za blagoslov naše družine.
Ja, pa da bi izpolnili Božjo voljo. Ni bilo zdaj posebnih želja, posebnih prošenj za duhovne poklice, ampak da bi živeli res kot kristjani. Pa vam je bilo težko povedati staršem, da ste se odločili za vstop v semenišče? Ne. Po 8. razredu ali pa v 8. razredu se mi je zdelo skoraj samo po sebi umevno, čisto normalno, da namesto v naslednji razred osnovne šole grem v malo semenišče v Vipavi. Tako se je zdelo tudi mojim staršem, bratom, moji sestri, tako da smo to, zame to sploh ni bila nobena posebna odločitev, pravzaprav je bila, ne, zamenjati šolo. Vem, da mi je oče enkrat rekel, kaj pa če bi šel v Kamniku gimnazijo. Sem rekel, ne, jaz bom šel kar v Vipavo, bil sem pa tam 2-krat že na duhovnih vajah z ministranti, ne. Tako da mi je bila ta hiša domača, pa tudi zaradi strica, ki je bil tudi prej v Vipavi. In tako je bilo to zelo enostaven prehod. Domači so tudi tako na nek način razumeli kot sam, so mi podprli, so bili ponosni na to odločitev, tako da je bila odločitev zelo lahka. Ja, gospa Jožica, jaz imam 3 sinove in so sicer še v osnovni šoli vsi 3, ampak si res ne predstavljam, kako se počuti mama, ko pride njen otrok, vi imate in sina in hčerko, pa reče, jaz grem pa v bogoslovje ali pa v samostan. Kako ste se vi počutili? Ja, mi smo tudi živeli kot že moja primarna družina, tudi tako s cerkvijo. Moj oče je imel dopuste samo za cerkvene praznike, tako da ko je rekel v službi za dopust, so vprašali, kakšen praznik pa je jutri. Tako da je ves dopust porabil samo zato, da smo dopoldne šli lahko k maši. In tudi mi smo tako naprej živeli, že recimo, ko so bili prve 4 malo večje, smo se pripravljali na krst prvega otroka, posebej, da smo molili, da smo se pogovarjali o krstu in tako pripravljali slovesnost, da smo sodelovali že pri krstu. Franci je boter vseh mojih otrok birmanski, vseh 8, 6 pa krstni boter, tako da je tudi on malo sodeloval z nami, a ne, pa spodbujal. Tako da je tudi pomembno, kakšnega botra zberemo, a ne. In potem, ko tudi na prva obhajila smo se tako pripravljali, narisali smo srčka, pa podobco Jezusovo v srček nalepili. In potem, ko smo se pripravljali na prvo obhajilo, smo lepili rožice okrog srčka, da kaj bomo podarili Jezusu za prvo sveto obhajilo. Potem za birmo tako. Za birmo so se potem že sami odločili. Najstarejša je rekla, za novo leto, jaz bom pa hodila vsak dan k maši do birme. Druga je hotela biti malo boljša, je rekla, adventom, jaz bom pa od adventa naprej vsak dan hodila k maši. In potem so kar malo tekmovali, kdo bo boljši, in na koncu so hodili vsi od začetka šolskega leta k maši. In potem, ko so se vpisovali v gimnazijo, na srednjo šolo, kam se boste vpisali, moram pa povedati, da so prvih 5 se vpisali v Želimlje, cerkveno gimnazijo, bi rekla. Ta mali 3, od katerih sta tudi 2 duhovna poklica, so šli pa v državno šolo. Zakaj? Zato, da so lahko domači župniji naprej sodelovali. Če bi bili v domu v Želimljem ali kjerkoli, bi bilo to onemogočeno. In ker so hodili že prej k maši pred birmo, Janez Pavel je hotel naprej ministrirati in je pred šolo, zjutraj preden je šel v gimnazijo, še ministriral, kadar je bila zjutraj maša, zvečer vsak dan ministriral. In potem pravi konec gimnazije, da si ne predstavlja, kaj bi drugega delal, kot bil pred oltarjem. Ana se je pa istočasno odločila in se je po pravici povedano kar malo za malo zdelo, jaz sem starejša, da bo pa Janez Pavel vi takrat šel od doma kot jaz. Ampak tako jim je bilo naravno življenje s cerkvijo, z Bogom, da ko si predstavlja naprej, kaj bo počel v življenju, da se mu je zdelo, da ga najbolj veseli Janeza Pavla biti pred oltarjem. Ana pa se je odločila, ko je bila v šoli poljskega jezika na Poljskem, in je rekla, da tam ni hodila na zabave, ki so jih imeli tam organizirane, in je vsak dan šla k maši v poljskem jeziku, in da se je tam odločila, da je največja sreča, bolj kot zabave, ki jih organizira poletna šola poljskega jezika, je več pomeni biti pri maši. In po tistem se je odločila, da bo šla v samostan.
Sprejela sem pa tako, od začetka, kot je rekel Franci, bila sem ponosna, srečna, vesela, tako kot je papež sveti Janez Pavel napisal v eni svoji poslanici: starši, bodite ponosni, če Bog pokliče katerega od vaših otrok v svojo službo. To je velika milost in sem tako čutila. Ampak ko sta šla konkretno, 2 naenkrat od doma v razmiku 14 dni in je bilo gnezdo v trenutku prazno za 2, je pa kar malo za mano prišlo, pa mi ni bilo čisto vseeno, da ostajam sama. Tako da je kar nekaj časa trajalo, da sem se tudi privadila tej misli, da kar 2 naenkrat ni doma. No. To, da sta šla pa v duhovni poklic, je bilo pa najbrž samoumevno, ker sta že prej tako živela. Tako živela. Ampak tudi, ko gledam te hčere, ki so že poročene, ki zdaj vzgajajo svoje otroke, najstarejši vnuk je star 11 let, tudi on da prednost recimo ministriranju, če imajo v šoli glasbeni nastop, pa prav mami, jaz pa danes ne bi šel, ker bi rad ministriral. Da se nadaljuje to, ne? Ja. In sem vesela, če dobijo take može, ki so iz verskih družin, da imajo vsaj, tudi če nimajo globoke osebne vere, ampak da je vsaj vera v družini prisotna, no, se lažje gradi na teh temeljih. No. Ker je tudi težko dobiti zdaj fanta ali pa dekle, ki bi res prišel iz take družine, kot sva recimo midva z možem, kot ste videli iz podobnih družin, da imamo enake vrednote, je tudi to težko zdaj v sedanjem času, no, se mi zdi. Ja, se pravi, se da, ne, vidva, vaša družina, tudi še Golobovi, dokazujejo, da se da vzgajati in da so še mladi, ki jih Bog kliče. Kje vidite razloge, gospod Škof? Vi ste tudi poklicno, nekako v tej vlogi. Kje vidite razloge, da se tako malo mladih danes še odloči za duhovne poklice? Ja, za vsakega, ki se odloči, smo vsi zelo veseli, ne? Župnija, škofija, cela Slovenija ali pa cerkev, ne? Zakaj je pa tako malo? Ne vem, večkrat sem slišal, kot je rekel Don Bosco ali še marsikdo, Bog kliče dovolj duhovnikov. Bog kliče dovolj ljudi v duhovne poklice. Zakaj pa odločitev tako redka? Mogoče zaradi strahu in pomanjkanja osebne vere. No? Tukaj sva oba izpostavila, kako pomembna je ta osebna vera, odnos z Bogom in tudi sveta maša, zakramenti, zakramentalno molitveno življenje. Marsikje se pokaže, da je to precej krhko. Hkrati so pa tudi marsikdo od mladih tudi krhek v svojih odločitvah. Lahko pogledamo odločitve tako za duhovne poklice, kot tudi za družinsko življenje. Ne. Mnogi to odlašajo ali pa imajo strah pred eno dokončno odločitvijo. Ne. Zakaj toliko izvenzakonskih skupnosti? Ne. Mislim, da je zadaj en tak strah, negotovost, neodločenost. Ne. In smo otroci tega časa. In to vpliva tudi na mlade, ki pa jih Bog kliče med duhovnike in redovnice. Se pravi, tukaj je osebna vera, potem to okolje, tudi krhkost mladih. Mislim pa, da je potrebno, da strani župnije, cerkve, škofije ali karkoli že, pomagamo pripravljati prostor, kjer bodo te karizme in ti poklici lahko usklili, kjer bo prostor in bo ugodno okolje, da ne bo to prekrivalo, da ne bo to zaznamovalo najprej s strahom. Recimo, če nekdo reče, da bi se odločil za duhovnika, pa takoj dobi vprašanja, ja, pa bo zmogel, pa zakaj pa tako, pa skoraj bolj nasprotno vprašanje, kot pa vprašanje spodbude in podpore. Prej je skoraj vprašanje tiste, ki se mora skoraj zagovarjati strahov. Mogoče lahko tako pri starših, lahko pri svojih prijateljih in okolici, kjer je. In tako mogoče marsikdo tukaj ne uspe, ali pa se boji, da bi se tako izpostavil. Potem pa tudi vse ostalo ozračje, ki je v družbi, sicer je vedno tako, niso bili časi kaj posebno drugačni, tudi pred leti. In je potrebno, da se trudimo v cerkvi pripravljati to primerno ozračje. Tudi predstaviti na dovolj področjih,
kakšni so duhovni poklici, kako duhovnik živi, kaj redovnice delajo, kakšne so njihove karizme, ne? Kako poteka vsakdanje življenje. Ne? Jožica, kaj pa vi mislite o tem, kaj je treba še narediti za to, da bo še več mladih odgovorilo na ta duhovni klic, tisti, ki ga imajo? Poleg tega, kar so že rekla o družini, ozračje se mi zdi zelo pomembno, tudi ozračje v župniji. Če je družina cerkev v malem, je pa mogoče župnija v malo večjem. Tako da je treba tudi spodbudno vzdušje v župniji ustvariti strani duhovnika v župniji, ki se mi zdi, da včasih ni. Recimo, ko je Janez Pavel prejel službo akolita, je naš župnik rekel, kaj pa je to? Mislim, ni rekel njemu, rekel je pri oznanilih v cerkvi. To je samo požegnan ministrant. Pa se je vsa cerkev zasmejala. Mislim, to ni bilo ravno spodbudno ne za Janeza Pavla, ne za našo družino, ne za kakšnega drugega, če se bo odločil. Ne? Tako se mi zdi, da je tudi v župniji od župnika odvisno, kako sprejme njegovo odločitev, kako spremlja bogoslovca, recimo, ali pa kandidatko za redovništvo. Pokojni župnik Lojze Hostnik je to zelo prizadevno delal, mogoče celo malo preveč bi rekla, se jima je zdelo Janezu Pavlu in Ani, ampak se je zelo trudil, da bi z njima stik vzpostavil. Tako da mislim, da je res tudi zelo pomembno od domačega župnika, kako sprejema. Zanimivo bi bilo, če bi kdaj kakšno raziskavo naredili, pri katerem župniku se je največ mladih odločilo za duhovne poklice, da vidijo lik župnika, ki pritegne, privabi mlade, kot je rekel on, zgled strica. Ne. Pri nas tudi bi lahko rekli zgled strica, ne, če ima 4 nečake v duhovnih poklicih, najbrž je to, ne, zgled nekoga, ki z veseljem, z radostjo, z navdušenjem opravlja svoje duhovno poslanstvo. To je velik kompliment za vas. No, lahko tukaj dodam še to, ne, recimo na drugi strani, ko se je moja sestra poročila z Tinetom Golobom, ne, je tudi Tine ima svojega brata, ki je duhovnik. Ima bratranca, pokojnega Lojzeta Hostnika, ki je tudi bil duhovnik, imel 2 sestrične redovnice, ne, še 2 strica duhovnika, tako da je tudi ta žlahta tudi prepojena. Vi ste res ena izjemna žlahta. Tako da se te stvari potem povezujejo, ne, in lahko tukaj skupaj, ja, slavimo Gospoda, ne, za te poklicanosti in se nam zdi tudi potem v okviru sorodstva, a ne, nekaj normalnega, če gre nekdo za duhovni poklic. Ne. A pa vi čutite, da kdo moli za vas? Ker se mi zdi, da je pomembno, poudarjamo molitev za nove duhovne poklice, pa tudi za te, ki so že stopili na to pot. Pa vas kar osebno vprašam, a kdo moli za vas? Vi to kaj čutite, to njihovo molitev? Je to pomembno? Ja, zelo pomembno. Mislim, da zelo veliko ljudi moli zame. Lahko rečem, da ja, družina, to vsak dan, vem, da celo po imenih so vsak dan molili pri večerni molitvi za drugega, pa tudi za strica Botra. Tako da, že domači družini, vem, da sta oče in mami še zmeraj, ne, celo vrsto rožnih vencov, ko je bolj ne mogla. Moli za svoje otroke, za družine svojih otrok, ne. In potem in je še veliko drugih ljudi. Spomnim se pa, ko sem bil še bogoslovec in sem se, predno sem šel na študij v Rim, pogovarjal s gospodom Štruklom Tonetom, profesorjem, o tem, ko sem šel v Rim, tudi on je takrat odhajal v Rim. Pravi, moj prijatelj, profesor Starles, da je božji služabnik, mi je naročil, dobi si molivcev. Dobi si molivcev, ne. Sem rekel, to je pa super ideja, ne. Da sem potem začel mogoče kar zavestno zbirati in se dogovarjati s prijatelji, s prijateljicami, da molimo drug za drugega. In da smo tako razširili krog medsebojne pomoči. Se spomnim, da sem imel v brevirju pred leti dolg spisek vseh ljudi, s katerimi sem bil povezan v molitvi, tako da smo se dogovorili za medsebojno pomoč v molitvi. Spisek je bil potem že predolg in potem ni bilo več možno vse to imeti, ampak tako da vedno jaz molim za vse te, ki smo se pogovarjali, ne.
in sem prepričan, da tudi drugi molijo zame. Ko sem postal pa duhovnik, novomašnik, potem ko sem bil kaplan in župnik, se je pa ta krog še veliko bolj razširil. In so mnogi farani povedali, da molijo zame kot župnika, mnogi ostareli in bolni, ki sem jih obiskoval za prvi petek, obhajal ali pa podaril, so molili za gospoda župnika pa kaplana. Tako da ta krog se vedno mogoče malo spreminja, vendar je krog zelo velik. In tako duhovnik lahko res pridobi molivcev s tem, da spodbuja, se osebno dogovarjamo in tako, hvala Bogu za te duhovne prijatelje, duhovno žlahto. Lepo, vi pa tudi gotovo molite za vse svoje otroke, vnuke, pa tudi za... Seveda, za duhovne poklice vedno, pa tudi dam recimo 2-krat na leto vsaj za mašo za svetost in zvestobo duhovnikov. K maši, ko gremo sama z namenom, darujem mašo za svetost in stanovitnost duhovnih poklicev, svojih in drugih. Tudi recimo, ko je Franci rekel, mi mu nimamo kaj dati za rojstne dneve, godove, pa se odločimo, da mu je en tak duhovni šopek, da molimo za njega en teden ali pa 9-dnevnico za njega ali pa križeve potek, ponavadi v post pride Frančišek Pavelski. Tako da smo tako duhovno povezani, zdaj pa molim seveda tudi za te svoje vse otroke, pravzaprav poročene in te, ki so v duhovnih poklicih, vsak dan se jih spomnim v molitvi. Ja. Lepo. Upam, da bo ta naš pogovor spodbuda še komu za molitev, za duhovne poklice. Hvala lepa vam res za obisk v našem studiu na Družini. Vam, spoštovani gledalci, hvala, da ste nas spremljali. Všečkajte naš YouTube kanal, spremljajte spletno stran Družina in berite Družino in ostanimo povezani v molitvi.